Stičišče je nastalo leta 2016. Ideja je nastala na ministrstvu v kombinaciji z mano. Namen tega je predstaviti slovenske inovacije širšemu publiki, hkrati pa tudi predstaviti te tehnologije, ki so zanimive za gospodarstvo. Bionska glava je odprt tehnološki projekt, kot platforma namenjen je v prvi vrsti izobraževanju inženirjev bionike, predvsem smer človeška bionika. Človeška bionika pa je podporni svet sodobne medicine in zdravstva. V tej bionski glavi je v bistvu so integrirani vsi vsadki, ki jih danes sodobna medicina v svetu vgrajuje v človeško glavo. Pomembno je to, da tam, kjer pač medicina ne more pomagati, pomagajo ti stimulatorji in ti vsadki. Gre pa tudi za nov pristop diagnosticiranja različnih bolezni, ki jih te tehnologije lahko podpirajo. V bistvu v tem projektu Hibrid Neuro združujemo ekspertizo vodilnih raziskovalnih skupin v Evropi, ki naslavljajo različna področja. Eni naslavljajo vmesnike možgani stroj, berejo misli, mi naslavljamo vmesnike mišice stroj, razumemo te kode in seveda so možgani povezani z mišicami in hibrid vsega skupaj je ravno povezava vseh teh vmesnikov v en celoviti vmesnik, ki bi omogočal zelo učinkovito komunikacijo z stroji, v bistvu branje misli, branje razpoloženja, branje utrujenosti. Če jaz rečem, dvignite roko, bomo vsi dvignili roko, pa ne vemo, kje mišice so to naredile. In virtualni človek, ki ga danes predstavljamo, pokaže, koliko mišic imamo in kako delujejo. Torej, na Kemijskem inštitutu smo razvili novo metodo kemijske reciklaže poliuretanskih pen, ki jih najdemo v vzmetnicah, oblazinjenem pohištvu in embalaži. In sicer so te pene nereciklabilne, kar pomeni, da se velikokrat znajdejo na odlagališčih ali sežigalnicah. Z novo metodo pa jih lahko učinkovito razgradimo v sekundarne surovine na okolju prijazen in cenovno ugoden način. In potem te sekundarne ali reciklirane surovine lahko ponovno uporabimo za enak namen kot prej, torej za sintezo novih poliuretanskih pen. Zanima me tehnologija in inovacije. To redno spremljam in sem zato prišel na celjski sejem, zato da si lahko te inovacije pogledam v živo, se pogovorim z ljudmi, ki so jih izdelali in tako pridobim neko novo izkušnjo.